Dobro jutro, en super lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na kolesarjenje, da vam pokažem meni najljubšo funkcijo na števcu Garmin. Danes je še en vroč dan pred nami. Že ob 8 zjutraj je bilo 23 stopinj Celzija, tako da se ni kaj obirati, se je treba kar odpraviti na pot. Lahko vam pokažem tudi svojo novo pridobitev, namreč prišel je čas mojega rojstnega dneva in tako kot vsako leto dobim za darilo zmeraj kakšen kos kolesarske opreme. Letos je to torbica, ki se namesti spredaj na štango tik pred belanco, tako da sem se znebil od zadaj tiste torbice pod sedežem oziroma špajze, kot jo je hudomušno poimenoval eden od gledalcev na YouTubu. Tale nova torbica je znamke Top Peak, s 3 trakovi se pritrdi okrog štang, zelo kompaktno stoji, do konca sem jo napolnil, tako da nema hedra in ne ropota med vožnjo. V njej pa imam pumpo, rezervno zračnico, 2 frutabeli, 2 imbus ključa, kartico zavarovanja, eno najlon vrečko, če bi me slučajno dobil kakšen dež. Skratka vse, kar rabi popotnik takšnega kova kot sem jaz. Ok, kar se tiče števca Garmin, moram povedati, da se trudim izkoristiti čim več njegovih funkcij, zato da upravičim nakup in da imam sam pri sebi tisti občutek, da sem res izkoristil napravo tako, kot je treba in zato, kar je bila namenjena. Zaradi tega na števcu uporabljam navigacijo, sledenje v živo, opomnik za pitje, načrtovanje prog, beleženje statistike vozil, ki me prehitijo. Za to štetje prometa moram povedati, da je v kombinaciji z lučko Varia Radar. V aplikaciji Connect IQ si poiščeš polje My Bike Radar Traffic in si dodaš podatkovno polje na katerega koli od zaslončkov. Ena od teh funkcij, sledenje v živo oziroma live track, moji soprogi omogoča, da v vsakem trenutku vidi, kje kolesarim. V slučaju, če bi se mi karkoli zgodilo, bo imela vsaj približno idejo, kam naj me grejo iskati. Uporabljam ga tudi za načrtovanje vadb, da mi skreira različne intervalne treninge in točno za take izlete, ko je današnji, treniramo med tednom. Meni najljubša funkcija, ki sem jo pri tej uporabi odkril, se skriva v meniju navigacija pod imenom igrišča. Predvidevam, da je to v angleščini Playgrounds, nisem pa prepričan. Pod igrišči označim krožno progo in določim približno razdaljo. V današnjem konkretnem primeru je to 70 km in Garmin pripravi 3 različne proge, ki ustrezajo tem parametrom. Danes je najprej narisal 3 proge, ki so bile krajše od 65, zato sem postopek ponovil z 71 km, tako da je načrtal 3 nove proge in jaz sem si izbral eno v dolžini 80 km, ki bo imela 500 višinskih metrov. Se pravi, ravna kot palačinka. Garmin zmeraj poišče 3 proge, ampak jaz sem včasih neučakan in ga prekinem že, ko najdete prvo in grem kar po tisti. Ta postopek iskanja prog traja kakšne 3 minute, praviloma pa izbira manj prometne poti in take, po katerih večinoma vozijo kolesarji z Garminovimi števci. Pri tem je zanimivo, ker jaz vse te terene in ceste že poznam in sem po njih prevozil na tisoče kilometrov, ampak Garmin ponavadi poveže take odseke skupaj, po katerih jaz nikoli še nisem zavil. Se pravi, sem vozil po teh cestah, ampak ne v takem zaporedju. To mi je super zanimivo in mi ful popestri kolesarjenje. Jaz si svojo igro še dodatno popestrim tako, da sploh ne preverim, kam bo proga šla, enostavno stisnem vožnja in sledim navigaciji.
Vidim samo tistih 200-300 metrov naprej, kolikor jih je prikazanih na zaslončku. Vsi ostali zavoji in vzponi so pa zame uganka. Enostavno se pustim, da me Garmin preseneti in da me pelje na lep izlet. Poleg tega, da Garmin zbere lepe in manj prometne ceste, zmeraj pripravi tudi vsaj 2 vzpona. Ponavadi tudi tega ne pogledam naprej, ampak vam bom zdaj za informacijo vseeno pokazal. 2 zaslončka naprej se skriva ekranček z vzponi, kjer vidim, da me čaka en vzpon na 52 km poti in eden na 60 km poti. Oba vzpona imata označeno, da imata 5% naklon in da sta dolga približno 2,5 km. In čeprav po teh krajih res vozim že leta in leta, se Garmin potrudi in me dostikrat spelje po kakšni poti, kjer še nikoli v življenju nisem bil. Kar je po svoje zanimivo, hkrati se pa zraven še nekaj novega naučim. Evo, to je že en tak primer. Po tej cesti se nisem še nikoli v življenju peljal. Bom videl pa potem na koncu na Wanderer World, koliko novih kilometrov sem naredil. Mimo grede za informacijo, jaz sem za ta Wanderer World zvedel na Stravi, ki ga ima kolega Simon. V glavnem gre za neko aplikacijo, ki ti daje točke za vsak kilometer, ki ga prevoziš po še neznanih poteh. Tudi to mi je ena taka zanimiva stvar, da se ne držiš ustaljenih kalupov, ampak nekje zaviješ na kakšno drugo stransko pot in odkriješ nekaj novega. Pred vsakim zavojem te Garmin opozori z zvočnim signalom, enkrat 150 metrov pred zavojem in drugič 50 metrov pred zavojem. Na navigaciji pa tudi zmeraj vidiš, kdaj bo naslednji zavoj. Jaz vam lahko današnji izlet tako ali tako pričaram samo skozi posamezne utrinke. Celotno pot boste pa itak videli na Stravi, ki bom dal link od spodaj v opis videa. Suša, suša. Kljub temu, da je to meni najboljša Garminova funkcija, pa je vseeno prav, da naštejem tudi nekaj njenih slabosti oziroma pomislekov. Prva je ta, da imaš na ekranu ves čas samo navigacijo, kar pomeni, da ne vidiš nobenih drugih podatkov na števcu. Jaz to zmeraj obrnem sebi v korist in si pač rečem tako, da se ne obremenjujem s hitrostjo in s srčnim utripom, ampak enostavno poslušam svoje telo in se prepustim izletu. Konec koncev imaš levo-desno na voljo vse ostale zaslončke, kjer lahko te podatke preveriš. Ponavadi ne gledam, ampak lih toliko, da vam pokažem. Na sosednjem ekrančku vidim, da sem do zdaj prevozil 15 km, povprečje 26 km/h, srčni utrip v coni 2, se pravi vse pod kontrolo. Druga slabost, ki jo tudi jaz štejem kot pomanjkljivost, je pomanjkanje variacij na začetku proge. Ker Garmin zmeraj izbira manj obljudene poti in tudi kolesarske steze, se dogaja, da te od doma skoraj zmeraj pelje po isti poti, vsaj tistih prvih par kilometrov. Zato sem jaz to funkcijo začel uporabljati tako, da se zapeljem kakšnih 5 km proč od doma in šele tam poiščem krožno progo. Tretjo slabost vidim v tem, da če ne preveriš, kam te bo Garmin peljal na izlet, ne moreš načrtovati, kje se boš lahko ustavil in natočil vodo. Za tistega, ki ni povsem prepričan, je mogoče najboljše, da si na začetku vseeno pogleda, kakšno progo je Garmin načrtoval in si preveri, če so kje kakšni vodni viri, pokopališča, lokali in tako naprej. Po poti tako ne bo nobenih presenečenj, boste pa prikrajšani za tisti kanček skrivnostnosti. Zaradi tega jaz izkoristim svoje poznavanje terena in se obvezno ustavim tam, kjer je vodni vir, da natočim in popijem vodo. No, pa še malo preverim situacijo. Trenutno imam 36 km, povprečje 25,7,
srčni utrip v coni 2. Vse je ok, tako ko mora biti. Super sobotni izlet je pred mano. Če na progi med vožnjo slučajno zgrešite pot, vam Garmin preračuna novo alternativo. Jaz to funkcijo nerad izkoriščam in če se le da 100% sledim progi, ampak enkrat, dvakrat se mi je to zgodilo in sem imel občutek, da je Garmin lepo speljal me nazaj na pravo progo in sem šel naprej brez kakšnih težav. To, da vam Garmin preračuna novo pot, pride prav tudi takrat, ko vas hoče speljati na kakšen nemogoč klanec, vi ste pa že utrujeni in ga pač enostavno ne ubogate. Če na terenu veste, kje ste in greste po svoje, vam bo sledil in zračunal novo pot. Garmin me je pripeljal tik do Palmanove, zdaj pa sva že zavila levo in vidim po soncu, da se počasi vračam nazaj proti Sloveniji. Čez 5 km imam prvi vzpon, sem zelo blizu Gradiške, zato predvidevam, da me bo speljal gor na ta košček Krasa. Tisti vzponi, ki ti jih pripravi Garmin pri tem načrtovanju proge, imajo na zaslončku malo drugačno grafiko. Ta vzpon poznam, tu gre tle gor iz Zagraja proti San Michele. Za onga ta drugega se mi pa še ne svita, kje bo, ampak možno, da bova šla prav gor na San Michele. Naslednji vzpon čez 5 km. 100% sem, da gremo na San Michele, kar je super, ker gre po senci in na vrhu bom lahko točil vodo. Tako, z vzponi smo opravili, zdaj še samo po ravnini do doma. Krasen izlet sem imel, bom na koncu pokazal še ostale podatke, koliko sem prevozil, s kakšnim povprečjem in s kakšnimi utripi. Tale števec je res super, ampak včasih kdo reče, ok, dej, ja, pač, igračka, hitrost, povprečje, kaj je tazga na njemu, da lahko izpostaviš. In takrat jim povem točno za to funkcijo, ki sem jo danes opisal tudi vam. Do zdaj sem še vsazga navdušil. Če vas karkoli zanima, kar vprašajte od spodaj, drugače pa bi se vam zahvalil za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!